naključnim vrstnim redom, zato pozor, vprašanje, ki bo določilo človeka, s katerim bomo začeli pogovor. Ja, vprašanje pa gre takole. Kdo med vami je največji ljubitelj testenin? Ok, nihče se ne bo pogovarjal z mano, očitno. Vprašanje številka 2. Kdo med vami je največji ljubitelj tiramisuja? Aha, imamo soglasno izbranega sogovornika, kar z 2 mikrofonoma. Zakaj? Odkot ta ljubezen? Ja, ni ljubezen samo do tiramisuja, je tudi ostale sladke stvari. Kaj pa je najbolj sladko pri tem, da ste član te imenitne odprave biatloncev za igre Milano Cortina? Ja, v bistvu te igre moje prve bil že 3. tako da postajam vedno bolj starejši. Včasih sem bil eden izmed mlajših članov v ekipi, zdaj sem že drugi najstarejši, tako da je lepo, da predajam to naprej mladim. Miha, zdaj pa predajte prosim mikrofon Maticu. Matic, če bi morali en biatlonski trening zamenjati za en nebiatlonski trening, kaj bi izbrali, kaj bi delali? Sigurno bi izbral kakšen daljši pohod ali pa kaj v hribih. Pohod. Kaj pomeni daljši pohod za biatlonce? Rekel bi tam okrog 3 ure. Aha, sem mislila, da bo 6 ali več. Ok, v redu, Matic, vse ste vi izberali. Laura, delujete zdaj biatlonci na nek način kot hokejisti, ne? Ker ste največja zasedba, pa recimo včasih so bili hokejisti tisti, ki jih je bilo največ. Zdaj mi lahko razkrijete še kaj o tej imenitni zasedbi. Kdo v ekipi najbolj komplicira in kdo je najbolj skoliran? Pa lahko na kakšno od teh 2 funkcij imenujete tudi sebe, seveda. Se mi bojo kakšne punce zamele, ne vem, tele 2 klele, lepa, bolona, one 2 bolj komplicirata, mogoče kar se hrane tiče, no, vse drugačne ti ne. Dobro ste zdaj to umilili. Ja, na te. Najmanj pa, ne vem, mogoče jaz, ali pa Dobi, no, Dobi nič ne komplicira, ne moje. Sam da je tiramisu, pa je malo v redu. Dobro, ne pozabite, da nekateri še dobijo mikrofon, tako da bodo lahko nasprotovali. Toni, kaj bi vi izbrali za nebiatlonski trening, podobno vprašanje kot za Matica? Jaz vem, kaj bi si Mati izbral. Aha, kaj? Laže, frejdan, ja. Prosti dan, ja, kaj pa vi? Čez svojimi najdražjimi, najbližjimi. Koliko pa bo tega časa še pred odhodom? Ja, zdaj nič. Danes grem, no, že vse spakiram. Grem spet na LAC. Letos sem bil res ogromno višini, tako da še to olimpijado, pa še pa sezono do konca, bo pa drugače treba. Super, ampak ste nekako povezani. Ja, to smo. Lepo. Hvala lepa, verjamem, da vam bo ta energija zelo prav prišla. Zdaj pa nadaljujemo s tistimi, ki menda bolj komplicirajo, tako pravijo kolegi. Najprej lahko seveda imate repliko. Nema, kaj prav. Aha, priznate. Ko ste izvedeli, Elena, da greste na olimpijske igre, s kom ste najprej delili to veselje? Pa iskreno, ne vem, ni bilo tistega momenta, ker tako, ok, zdaj greš, ampak se je nekako že naprej malo špekuliralo v ekipi, ampak pa ja, bi rekla, da je bolj zadnjo. Samo SMS napisala, mogoče, ne vem. Ja, starše smo že slišali tudi v nagovorih, ne, zahvalo staršem, ki v bistvu ogromno vlagajo v to, da ste lahko olimpijci. Kolikokrat vas je recimo peljal na trening? Ja, v bistvu pri meni je bilo tako, da so me prisilili, da sem sploh začela trenirati. Ker res sem bila zelo zvesta svojemu imenu kot otrok. Risanke pa sladkarije all day. Pa mogoče je bilo tudi malo žal, ker je bilo me treba skozi voziti na treninge. Ja, Lena, v redu, zdaj s tem imenom ne vem, če ste si naredili uslugo, ker vas bodo hecali še naprej, ampak ker ste sami rekli, naj bo. Vam želim vse dobro. Polona, kako vi gledate na svoj razvoj
kot vrhunske športnice, biatlonke, na kater preskok v karieri ste morda najbolj ponosni? Pa ni nujno rezultatski, lahko je značajski, to, kako se spopadate z nepredvidljivimi situacijami, ali pa z nastopanjem, ki ga je tudi čedalje več, ker ste čedalje boljši. Jaz mislim, da sem se v bistvu kot športnica kar dobro razvila. Vemo, da sem začela z dosti slabimi rezultati v svetovnem pokalu, ampak vsako leto se je kazal nek napredek, tako da sem vztrajala. Tudi v letošnji sezoni se vidi, da so v bistvu rezultati boljši kot v prejšnjih, ampak mislim, da nekako 4 leta nazaj se je videlo, da sem jaz pri sebi naredila nek preskok, da sem v bistvu začela bolj zaupati vase in da se to zdaj pozna. In to nekako širite tudi na levo in desno. Upam. Manca, kako je vam v tej ekipi? V redu. Prijazni fantje, malce provocirajo, Jakov je stabilen, fajn. Vse v redu. Manca, najmlajši ste v tej zasedbi, ampak prej ste slišali Miha, ki je dejal, zdelo se mi je še pred časom, najmlajši, zdaj sem pa že drugi najstarejši. S kakšnimi cilji greste na olimpijske igre? V bistvu nimam nobenih rezultatskih ciljev. Malce bliže mikrofon. V bistvu nimam nobenih rezultatskih ciljev, ker so to moje prve olimpijske, ampak čim več izkušenj nabrati pa narediti Bomo držali pesti tudi za vas. Hvala, Manca. Jakov, 5. olimpijski nastop, ste si mislili, da boste kdaj sestavili vseh 5 krogov? 5. olimpijske igre, nastopov je bilo več. Vesel sem in ponosen, da še vedno lahko tekmujem na taki ravni in v bistvu komaj čakam, kljub vsem zapletom in vsemu. Se veselim tekmah, tekem in si želim nastopati najbolj, kar se da. Zelo klasično prizorišče je to. In zdaj pravite 5. Boste na olimpijskih igrah in prej ni bilo te klasike. Je to dobro? Se počutite domače, Mantar Selbi? Mislim, da se vsi zelo domače počutimo na tem prizorišču. Nam je zelo znano, tudi imel sem že dobre uvrstitve tam. In v bistvu je nekako vedno bilo posebno prizorišče za nas biatlonce, ne vem, mogoče zaradi takega idiličnih prizorov, ki je nameščeno tako lepo v hribe, tako da mislim, da bo lepo, pridite v čim večjem številu, podprite biatlonsko reprezentanco in bomo pa dali vse. Vabilo, ki ga velja vzeti resno. Hvala lepa, srečno vsem!